Osnovni cilj projekta, podprtega s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je razvoj novega podjetniškega modela s področja robotike za mala in srednje velika podjetja, podjetnike in zaposlene. Vse vemo, da je digitalizacija poslovnih procesov nujna za konkurenčnost podjetja na trgu. Tako smo v okviru tega projekta v začetku šli osebno do teh podjetij, pregledali njihove poslovne procese in pripravili predlog področij in aktivnosti, kjer bi jih bilo mogoče smiselno robotizirati, digitalizirati. Na podlagi teh izkušenj so pripravili program Robo, ki vsebuje 2 izobraževalna modula. Program smo potem izvedli v obliki dvodnevnega usposabljanja Robo v začetku novembra v letošnjem letu. Na tem dvodnevnem usposabljanju so udeleženci spoznali različne vrste robotov, njihovo uporabo, osnovne funkcije programiranja teh robotov. Poleg Fakultete za organizacijske študije iz Novega mesta sta bila partnerja projekta tamkajšnji razvojni center in društvo Čarovnalnik. Pomembno pa je, da so pripravili tudi izhodišče za vzpostavitev kompetenčnega centra robotike Dolenjske in Bele krajine. Ideja je ta, da lahko v tem kompetenčnem centru se bojo nekje izobraževali mladina se pravi od starosti, osnovna šola, 6-7 let, pa potem do konca, se pravi, ker imamo to najmodernejšo opremo, se pravi predstavniki podjetja ali po končni fazi tudi nekdo, ki bo kakšen podiplomski študij opravljal. Jugovzhodna Slovenija je tehnološko izjemno razvita, a potrebuje nadgradnjo, del katere je tudi ta projekt, je poudaril Janez Povh. Projekt ima bo imel mnogo pozitivnih rezultatov. Za Inštitut Rudolfov je predvsem pomembna ta zasnova kompetenčnega centra, kajti do tega kompetenčnega centra bo prišlo, ga bomo izpeljali, verjetno v nekakšni navezavi razvojni center Inštitut Rudolfovo, ker pač na Rudolfovem je robotika, industrijska robotika izjemno pomembna tema. Ukvarjajo se namreč z uvajanjem robotov v industrijo in na druga, manj klasična področja gospodarstva. Rešitve v robotiki je na posvetu predstavil tudi Eri Harko iz podjetja Yaskawa. Mi se trudimo, da te robote implementira tam, kjer je potrebno v bistvu nadomestiti človeka pri različnih težkih delih, nevarnih delih, in pa tam, kjer je potrebna zagotovljena kakovost. Kompetenčni center robotike bo predvidoma prvi takšen center pri nas. Delovati pa naj bi začel v nekaj mesecih, so povedali njegovi snovalci.